pričetkom novega študijskega leta se v okviru javnih prevozov za študente in dijake obetajo nekatere spremembe. Največja izmed teh je integrirana vozovnica, ki bo v uporabi po skoraj vsej Sloveniji. Do zdaj je veljalo, da smo si morali za različne prevoznike vozovnice urejati posebej, kar pa z novo subvencionirano vozovnico IJPP ne bo več potrebno. Z vlakom, vedno. Oziroma včasih me starši pripeljejo tudi z avtom, drugače pa večinoma z vlakom. Sem brala zdaj, da je pač skupaj vlak in avtobus ena karta. Isto je, ne, samo da pač ti oni dajo zastonj to karto, pa ti tako oni vse zrihtajo, tako da samo vlogo izpolniš. Še zmeraj pa velja, da veliko število dijakov in študentov kljub temu posega po alternativnih oblikah prevoza, med katerimi v Mariboru izstopa avtobus Pikapolonija. Torej, projekt M-Bike je v bistvu zaživel v okviru Evropske prestolnice mladih leta 2013. M-Bike je v bistvu projekt zagotovitve brezplačne izposoje koles predvsem za mlade v prvi vrsti, drugače pa tudi za vse ostale meščane mesta Maribor, obiskovalce mesta Maribor, v bistvu vsakogar, ki bi si želel nekako izposoditi kolo oziroma se brezplačno zapeljati s kolesom. Kolo si izposodiš tako, da priješ do postajališča, zaenkrat so v mestu 3 postajališča. Je pa čisto preprosto, deluje na principu trgovinskih vozičkov, kar pomeni vstaviš kovanje za 2 evra v kolo oziroma mehanizem na kolesu, se s kolesom odpelješ in ga v bistvu tam, kjer ga pustiš, priklopiš, prikleneš, ter s tem dobiš vrnjena 2 evra, kar pomeni point to point ride, ne. V Maribor se vozim z prevozi, pa to gledam tu. Kaj pa po Mariboru? Se gledam, sprehajam peš. Večinoma hodim s kakim kolegom ali pa prek prevozov. Z Maribora pa včasih hodim z vlakom, odvisno pač kak so povezave do naših koncev. Večinoma se ne poslužujem kakega avtobusnega prevoza pri Mariboru, ker je Maribor tak dokaj majhen. Večinoma hodim peš ali pa imam tudi plan že 4 leta sicer, da si pripeljem kolo gor, ampak še mi trenutno ni uspelo. Večinoma hodim peš.